Moje ime je Tanja Urbančič, sem dekanja Poslovno-tehniške fakultete in sem zelo vesela, da ste danes s nami na podelitvi vpisnih listin. To je sedaj že tradicionalen dogodek, s katerim obeležimo začetek akademskega leta. Namenjen pa je predvsem temu, da izkažemo pozornost našim novim študentom, da jim povemo kaj koristnega, zanimivega, spodbudnega. Predvsem bi vam želela povedati to, da prihajate iz zelo različnih strok, z različnih šol, z različnih področij. Mi to vemo in tudi seveda je upoštevano pri sami zasnovi študijskega programa. Vam pa želim povedati sedaj, ko je že 466 študentov uspešno zaključilo študij na naši fakulteti, da se izkaže, da to, odkot prihajate, nikakor ni ključno za to, ali boste pri študiju uspešni ali ne. Vsekakor začenjate novo poglavje, nov štart je nova priložnost. Kot pravijo, točka moči je v sedanjem trenutku. Važno je, kako vi sedaj gledate na svojo prihodnost, na svojo situacijo, koliko ste pripravljeni v bistvu vložiti v vaš študij. In seveda, to je pa odvisno predvsem od vaše motivacije, od tega, da vidite smisel v tem, kar počnete. Zdaj, da bo lažje vedeti, kaj vas čaka na koncu vašega študija, smo se odločili letos, da prvič ob podelitvi vpisnih listin povabimo nekaj naših diplomantov, da vam bodo iz prve roke povedali, kaj gospodarski inženirji dejansko počno na svojih delovnih mestih. Tukaj imamo za vas nekaj dobrih novic. Prva je ta, da je študij gospodarskega inženiringa, kot ste najbrž že malo videli, pa v nadaljevanju boste še bolj, izredno pester. Zelo različne iztočnice ponuja in tudi, kot boste slišali potem v pogovoru z diplomanti, ravno s to svojo odprtostjo in širino vam omogoča, da res poskusite tisto, kar se vam zdi pomembno, kjer se vam zdi, da ste močni, da bi radi prispevali, da poskusite v bistvu vašo poklicno pot in študijsko pot čim bolj zapeljati proti temu, kar vas res zanima in veseli. Druga dobra novica je ta, da kljub težkim časom zaposljivost naših diplomantov nikoli ni resno padla in je v bistvu zelo visoka. Po 6 mesecih po diplomi je zaposljivost po zadnjem podatku, ki ga imam iz letošnje pomladi, 84% in v 12 mesecih po zaključku študija pa že kar 94%. To velja za diplomante naše fakultete. In tukaj tudi povem, da so šteti v bistvu samo tisti, ki so diplomirali zadnja 3 leta, se pravi, to ni neka res uspešna statistika iz daljnih, dobrih preteklih let, ampak v bistvu spremljamo sproti, v bistvu, kaj se dogaja in seveda tudi že tekom študija poskušamo odpirati poti, preko katerih sodelujete z bodočimi delodajalci. Več o tem vam bodo povedali naši gostje, pa bi prosila kar, da se mi tukaj pridružijo. Lep pozdrav, moje ime je Andrej Kropajc. Jaz sem končal prvo stopnjo gospodarski inženiring, nekaj let nazaj, že dolgo tega. Me veseli, da sem tukaj pred mladimi študenti, tako da upam, da boste vsi uspešno zaključili in tudi bili uspešni v življenju. No, jaz imam svoje lastno podjetje, trenutno sem samostojni podjetnik. To podjetje sem razvil iz diplome, tako da ukvarjam se z glasbo, to mi je bil hobi in zdaj se s tem preživljam. Študiral sem na prvi in na drugi stopnji. Zaposlen sem v podjetju Mala Elektrika, to je bivša Iskrauta Elektrika in prejšnja Elektrika. S podjetjem sem prišel stik že v praktičnem usposabljanju, to je bilo v 3. letniku in tako so me najprej tam uželi preko študenta
Potem sem zaključil tam diplomsko nalogo in kasneje sem še nadaljeval študij na drugi stopnji. Ko sem imel diplomsko delo v zvezi s kakovostjo in podjetjem na Kitajskem, sem šel še na poletno šolo v Šangaj. In to mi je zelo koristilo tudi pri delu naprej in kasneje sem še magistriral z istega področja, to je obvladovanje dobaviteljev in kakovosti materialov. Zaposlen sem kot tehnolog kakovosti in moje glavne delo so v glavnem poročanje vodstvu, to je o kakovosti dobaviteljev in še v pomoč vodji področja za odločitve in te zadeve. Prihajam iz manjšega podjetja OPL, v bistvu zastopnik za Bosch Rexel Slovenija. Delujem na področju vitke proizvodne in zadolžen sem za manjše projekte kot samostojni projektant in pomoč strankam pri samem dobavljanju materialov. To je bilo to, končal sem pa drugo stopnjo. Jaz sem pa Daniel Duronič, zaposlen sem kot nabavni referent na podjetju ATEH Elektronika. Na kratko ukvarjamo se z izdelavo oziroma z EMS storitvami, se pravi Electronic Manufacturing Service. Končal sem prvo stopnjo smeri gospodarski inženiring in nabava me že od nekdaj veselila. Gre v bistvu za zelo dinamično delo, pa zelo v bistvu komunikativno in v bistvu sem se kar najdel nekako v tej smeri, no. Takolih za začetek, v bistvu, če bi lahko še povedal v zvezi z nabavo, je zelo fajn, ker gre za neko funkcijo v podjetju, ki povezuje, bom rekel, vse poslovne funkcije. Tle spoznavamo na gospodarskem inženiringu, spoznavamo malo tehnike, malo ekonomije, kar nam bo zelo prišlo prav tudi v prihodnosti, ravno iz tega vidika, kako je prišlo recimo meni. Nabava povezuje in prodajo, in finance, in, bom rekel, proizvodnjo, tako da zaenkrat toliko, no. Lep pozdrav vsem skupaj. Danes sem tukaj edina predstavnica ženskega spola, ampak dokaz, da tudi ženske smo na tem končale ta študij. Moje ime je Jana Gregorič, delam v podjetju Ultrapak DD iz Vrčidrage, delam v bistvu avtomatsko folijo. Vsak izdelek, ki vidite danes na prodajnih policah, je pakiran v foliji. Ne si bo tiskana, ne potiskana, to folijo dela moje podjetje. Jaz sem pač odgovorna za italijansko tržišče, delam v komerciali. Nažalost, moram povedati, ni samo zgolj prodaja te folije, ampak zadaj za prodati tak produkt stoji veliko tehničnih karakteristik, da taka folija potem pri našem kupcu tudi steče na liniji. Namreč jaz delam polje, ta folija namenjena za nadaljnjo prodajo v proizvodnji. Moram poudariti to, da moje delo je zelo dinamično, ni en dan enak drugemu. Naj si bo to, da obiskujem kupce, nove pa stare kupce, rešujemo včasih tudi kakšno reklamacijo, ko se kakšna stvar ne izide nam. Delati moram z različnimi oddelki, naj si bo nabava, proizvodnja, kakovost, na strani kupca, komunicirati z njegovo kakovostjo, z njegovimi tehnologiji v proizvodnji. Tako da je treba malo znanja tudi imeti, kar se tiče tehničnih lastnosti, materialov in folij. Kar mi je gospodarski inženiring dal, je to, da znam gledati malo bolj široko vse stvari. Naj si bo oddelki v proizvodnji, kako deluje proizvodnja, naj si bo proizvodnja linija, na kakšen način je zgrajena, postopki. Vse to sem jaz nekako otipala, kar se tiče teoretično v samem študiju. Praktično potem me čakalo še v podjetjih in moram reči, mi je prišlo prav. In fajn je povezovati tudi med samim študijem, če kateri že delate preko študenta, kjerkoli, da povezujete prakso in teorijo, no? Ker to vam bolj na koncu zelo veliko pomaga. Kaj recimo je iz tega, kar ste se učili na fakulteti, ste nekako najbolj s pridom koristili v vaši praksi? Tukaj smo že slišali v bistvu odgovor, ja, mogoče še vključili. Ja, mogoče bom lahko se skar vključil. Delo nabavnega referenta je, bom rekel, dinamično delo, ker v bistvu se povezuje z nekimi raznoraznimi tehnično-ekonomskimi zadevami. Recimo, sam na ATEH Elektroniki v bistvu se ukvarjamo z nabavo elektrokomponent oziroma elektromaterialov. In recimo v tem primeru konkretno, če povežem moje delovno mesto s fakulteto,
Mi zelo pride prav to, recimo, da sem imel študij elektrotehnike, ker pač te upore, kondenzatorje, zdaj dejansko mi pridejo prav na področju, ki sicer ni čisto tehnično, kot je recimo nabava. Ne? Tako da mogoče ta širok spektr teh predmetov in ta širok pogled, kaj se dogaja v podjetju, je vsekakor en velik plus, ne? Da se ne samo osredotočimo na našo funkcijo, moramo znati povezovati, se pravi prodajo, nabavo, razvoj, tehnologijo, da imamo neko pogled, da ni samo na našem vrtičku imeti zadeve urejene, ampak da je na nivoju v bistvu celotnega podjetja bistveno, v bistvu, da imamo stvari urejene. Ne? Tako recimo toliko. Jaz sem s pridom izkoriščal še vedno znanje robotike, ki smo imeli noter na študiju polje, poslovno komuniciranje, ki delam ogromno v prodaji tudi, pa tehnično svetovanje strankam, spravi, ta je še en tašen predmet, ki pride zelo prav. Ekonomika, isto zaradi bolj prodaje kot drugega, in se pravi komplet sestava projektov, se pravi ekonomska upravičenost celotnega sistema. A gre skozi, a ne gre, ga sploh stranka lahko pokrila. To se pravi, naredim en hiter elaborat, da se to stranki sploh splača kupiti od nas, sploh splača iti v investicijo ali ne. Se pravi, stranki se s tem ni treba več ukvarjati. Jaz kot kakovost je nam povedal, da so mi prišli zelo prav predmeti iz ekonomskih področij in tehničkih. To še posebej, kad delamo z informacijskim sistemom SAP, in to so imeli za študije, je bil prav predmet informacijski sistemi. Tako da, ko pridejo problemi v podjetju, za kaj zboljšati sistem in to, mi je prišlo to znanje zelo prav. No. Potem kakovost, na dobavitelju sodelujemo tudi z nabavo, in tukaj v tem študiju smo se tudi naučili nabavni proces in vse, ko deluje, tako da smo dobili nek širok pogled na problematiko in sicer se treba še pol učiti v podjetju, no, ampak da je ena široko slika. No. Še najbolj pa mi pride prav predmet metode sistemskega inženiringa, s tem se tudi ukvarjamo kakovosti. In vse te metode, ki smo imeli med študijem, se tudi uporabljajo pri reševanju reklamacij do kupcev, do dobaviteljev in tako dalje. Ja, v mojem primeru sem jaz kar definitivno štartal iz nule. To pomeni iz nule tako iz denarnega vidika, kot vse ostalo. Uporabil sem ogromno znanje iz fakultete, predvsem računovodstvo, pravo, od ekonomije, marketinga. Res, ko štartaš sam na začetku, ni enostavno, ker se spopadeš takoj z ogromno birokracije, papirologije od različnih zakonov, pa v kjere branže spadaš in vse to moraš imeti dejansko urejeno. Tako da ja, med študijom je, mislim, da zelo pametno povezovati že pač neko svojo vizijo oziroma idejo, ali pa, ne vem, v mojem primeru je bil to hobi, no, in gledati malo bolj dlje, kot samo bom zaključil študij, pa bom čakal službo, ne. Ker dejansko si lahko naredimo pač neko uslugo, če že med samim študijom. Mogoče imamo samo vizijo, kam bi prišli, ali ne vem, ali bodi si v eno ogromno podjetje, ali pa majhno podjetje, ali se bomo ukvarjali, ne vem, ki imamo elektrotehniko, ekonomijo, vse možne smeri, no. Tako da jaz bi predlagal, da kar z začetkom študija začnete razmišljati tudi o vašem življenju in cilju. Poklic gospodarskega inženirja je v nekaterih državah, predvsem recimo v Nemčiji, izredno poznan in tudi priznan. Od njihovih profesorjev smo slišali tudi, da se najboljši dijaki vpisujejo na gospodarski inženiring in da niti ne morejo v bistvu vpisati vseh, ki bi želeli študirati za ta poklic. Pri nas si seveda še utira pot in mislim, da k temu tudi zelo pripomorejo naši uspešni diplomanti. Zelo pomembno se nam zdi, da se čim več sliši o tem, kaj konkretnega, dobrega lahko gospodarski inženir naredi za podjetje. Eno, kar ste že slišali, je to, da v bistvu oni gledajo na podjetje celovito. Ne samo stališča ene same specifične stroke,
ki lahko sicer marsikaj na eni strani reši, na drugi se stvari začnejo pobirati, če nekdo ne skrbi, da seveda stvar kot sistem dobro deluje. Se pravi, gospodarski inženirji so cenjeni zato, ker lahko podjetju tudi velike prihranke v bistvu omogočijo, odpirajo precejšnje izboljšave skozi to, da znajo identificirati, kje so problemi, da znajo v bistvu predlagati, kako se v bistvu teh problemov lotiti in seveda tudi poskrbeti, da se to v resnici zgodi. Tukaj so zelo pomembni tudi konkretni primeri iz prakse, pa me zanima, ali ima kdo od vas mogoče tudi že kakšno tako zgodbo, ki bi jo lahko delil z nami in je nekako konkretno pokazala vaš prispevek k uspešnemu delovanju podjetja. Ja, lahko bi jaz ten primer izpostavil. Jaz sem sicer zaposlen na ATH Elektroniki 1 leto, prej sem bil pri drugem podjetju. Recimo skupaj s strateško nabavo, ki se nabava pri nas deli v bistvu na operativno nabavo in strateško, smo dejansko ugotovili en problem in sicer v nekem nabavnem segmentu smo ugotovili nekako, da imamo premalo dobaviteljev. Se pravi, smo bili omejeni z izborom oziroma z nabavo določenega materiala. In s tem smo pač šli v raziskavo, bom rekel, trga, v bistvu v raziskavo ponudb, no? In smo z nekimi novimi dobavitelji uspeli doseči to, da smo pridobili boljše pogoje, pa boljše cene, pa v bistvu boljši support in s tem nekako smo v bistvu prišli do kar nekih prihrankov, no, v sami nabavi. Pač vemo, da so prihranki v nabavni službi na nivoju celotnega podjetja ena izmed bistvenih zadev, ne. Tako mogoče to je bil tak primer, ki se je v bistvu pokazal iz tega. Še kak primer mogoče? Ja, če bi jaz začela naštevati vse primere, bilo bi še do jutra tukaj bi sedeli. V bistvu jaz v 6 letih delovnih izkušenj, kar sem si jih nabrala, sem doživela že marsikaj. In recimo, kar najbolj tako da lahko izpostavim, je, da ko pride ena težava, naj si bo zdaj v tem podjetju, kjer delam zdaj, pride do ene težave, reklamacija izdelkov, folija, neki napačen tisk in to. In recimo, kar mi kot gospodarski inženiringi znamo, je pogledati v bistvu celoto, kje vse je lahko prišlo do napake in kdo so tiste osebe, ki lahko to napako odpravijo. Težava je, ker tebe oddelki ne znajo govoriti istega jezika, jaz pravim, vsak govori svoj tehnični jezik. In v bistvu jaz sem bila tukaj v tej vlogi, da sem te osebe nekako povezala in jih spravila na to, da smo vsi govorili enak jezik. V bistvu sem bila kot prevajalec, ne? In je šlo bolj tako daleč, da smo mogli še naše dobavitelje za točno določen kliše, ko delamo odtis na folijo, smo še dobavitelje našega vključili, da nam je še on pomagal, da smo izboljšali kvaliteto tiska. Torej smo vključili več akterjev v celi tej zgodbi, ampak na koncu smo prišli do zaključka, da je bil tisk brezhiben. To nam je privarčevalo ogromne količine denarja in stroškov, ker v nasprotnem primeri, tukaj govorimo, recimo, ko folija ni primerna za iti na linijo, govorimo od strošku tudi do 20.000 evrov. Tukaj so velike cifre, ki se vrtijo in jaz pravim povezati samo prave ljudi v pravem prostoru, jih povezati, da vsi sodelujemo v isti smeri, je to veliko. In v tem primeri pač sem jaz imela to vlogo, da sem te ljudi nekako spravila skupaj. Ampak, če jaz ne bi imela znanja z področja tehnologije, z področja nabave, prodaje in z teh znanj, ne bi prišli do konca nekako. Tako da jaz še enkrat poudarjam, pozitivno je to, da gledamo na podjetje kot celoto. In da imamo, ni treba, da smo strokovnjaki, ker konec koncev, ko boste šli v neko podjetje, vsak izmed nas se mogel nekaj naučiti. Ni tako, da dobimo diplomo, aha, zdaj pa znam vse. Ne, ampak imaš podlago, da lahko nadaljuješ pot in trdno podlago. In to je pri meni bilo tisto pozitivno. Tako kot ste omenili, očitno vam pride prav tudi to, kar ste se naučili, kako se dela z ljudmi. Absolutno. Psihologija.
Nekaterim to bolj leži, drugim manj, ne zanima, ali imate vsi vi veliko opravka z veliko ljudmi, s kom recimo glavno sodelujete, ali je to tudi tujina ali ne, ali pa je kdo mogoče tudi tako ima malo bolj tiho delo, samotno. Ne, moje delo več ali manj z ljudmi. Skozi pri strankah, novi projekti, se pravi pregled projektov skozi. Tako da je res to, se pravi, moraš poznati komplet njihov proizvod najprej, da lahko ti zasnuješ montažno celico, montažno linijo in za kateri tip se boš sploh odločil, da bo njegov projekt, njegov izdelek lahko zaživel. Pravi, ni strogo samo prodaja, ampak moraš razumeti tudi stroške, ki pri tem nastajajo. Pravi, najlepše bi bilo dati zmeraj, pravim, eno celico, ki daš na začetku osnovno surovino noter in na koncu pade njegov proizvod ven. To je bilo zmeraj najlepše, ampak pol stroški tašne celice in se pravi življenjska doba njegovega proizvoda tega sploh ne boste v tem času pokrili. In to zmeraj pol to sodelovanje, človek in podjetje, njegov proizvod zmeraj tudi prinese končni uspeh našega posla. No, jaz pri delu sodelujem v glavnem z nabavo in z logistiko in poleg tega pa še s kakovostjo oziroma vhodna kontrola na Kitajskem. Je pa tako, da komunikacija večinoma v takih velikih podjetjih, kjer je velika odgovornost, poteka preko mailov. Tako da v glavnem komunikacija se preko mailov, po telefonu se opušča, ker potem je zmeraj se ljudje zgovarjajo in tako in v glavnem vse teče preko mailov, da je dokazno gradivo. In še posebej tukaj, ko so raznoliki predmeti, še posebej z ekonomije, tudi prije pravilnost izražanja, uporaba strokovnih izrazov in to je prišlo zelo prav pri študiju. Ja, v mojem primeru je tudi delo z ljudmi vsak dan. Glede na to, da vodim tudi tečaje in imam tudi izobraževanje. Po študiju inženiringa prve stopnje sem nadaljeval tudi na pedagoški fakulteti, sem končal pedagoško in andragoško izobraževanje. Prav zaradi tega izobraževalnega dela v podjetju, tako da se srečujem neprestalno ljudi. Zdaj, tisti drugi del je, pa, ko govorimo o samem računovodstvu, vodenju podjetja, pa finance, tam spet srečujem vse ljudi od davčne do... od davčne do, računovodkinje, pa vse, v končni fazi do samih strank, ki pride k meni, ali so pol zadovoljni ali niso zadovoljni. Tako da to pol reševanje je vsakodnevno. Za konec tega kratkega pogovora nas zanima še, če vam je kakšen dogodek, kakšen utrinek, kakšna izjava, kakšnega profesorja, kakšno sporočilo ostalo še posebej v spominu z časa študija, kako ste se počutili kot študenti pri nas, kakšni so spomini v tolikih lepih nekaterih primerih. Če smem jaz začeti, jaz bi se takoj vrnila nazaj. Uživajte, dokler ste v študentskem življenju, ampak ne, kakorkoli. Zame so bila ena najlepših let v obdobju, poleg, bom rekla, srednje šole, je bilo doživeti pač tudi s profesorji. Moram reči, tako kot smo sodelovali s profesorji, jaz ne pomnim niti v srednji šoli, da smo imeli tak odnos. Najlepše je to, da ko končaš študij, greš ven z fakultete, še zmeraj ostaneš v stiku s profesorji. Naj si bo kakšno težavo, da imam na vsakodnevnem službenem področju, še zmeraj imam kontakt od profesorjev, za katere vem, oni mi bojo lahko svetovali. In še danes lahko kakšnega profesorja kontaktiram, vprašam za nas svet, kaj bi lahko naredili tukaj in so pripravljeni pomagati. Kar imam mojih kolegov, ko vprašam, kako imajo drugi, to nimajo takega načina dela. Ker vselih mi smo bili majhna skupina, kot vzamemo, se je bilo 30 študentov, ampak vsak izmed nas, profesor ga poznal po imenu. In ta odnos, ko smo ga imeli mi s profesorjem, tudi prenos iz njihovega življenja. Oni so bili strokovnjaki, vsakodnevnem so hodili v službo, so imeli podjetje, so nam predavali o nečem, kar so v praksi doživeli. Niso nam predavali nekaj, kar so v knjigi prebrali. In tu nam je
vsaj name je naredilo močen vtis, no, in tudi za naprej. No, jaz bi moče to potrdil, kar je že Jana povedala, ker v bistvu jaz sem še zdaj v kontaktu z nekaterimi profesorji, tako da vsekakor. Mogoče bolj kot kakšno zgodbo bi pač vam dal mogoče eno priporočilo oziroma pohvalo fakulteti, je ta praktični del, spravi praksa. Večina nas v bistvu je prve službe dobila tako, da je v bistvu začela opraviti prakso na podjetju. Dajte si izbrati smer podjetja, ki vas veseli, pa potrudite se, da boste tam dobili prakso in z nekim praktičnim delom je prišlo do tega, da smo v bistvu spoznavali podjetje, spoznavali procese. To smo nadgradili v bistvu v diplomsko delo. Recimo, jaz sem tudi prvo zaposlitev na tak način najdel, da sem v bistvu z kvalitetno diplomsko nalogo v bistvu prepričal podjetje in se nekako zaposlil, ne? Ker najtežja je pot do prve zaposlitve, ne? Potem nekako izkušnje pa osebna rast, to pride v bistvu avtomatsko, ne? Tako da dajte se v bistvu res osredotočiti na to, da boste šli v nekaj, kar vas veseli, oziroma da se usmerite tam, kamor nekako se vidite tudi v prihodnosti. Tako. Jaz sem drugo stopnjo končal po delu, ob delu, vsak dan po službi. Bilo mi je veliko veselje hoditi, tudi nisem nikoli obupal, tudi če se prihajal domov 8, 9 zvečer, pa vsi vikendi so bili po službi še pisanje raznih poročil, pa dela magistrske naloge, diplomske naloge, mislim, teh elaboratov. Tako da se kar z veseljem hodil v šolo, kar je bilo pa najlepše še tlele, da so prišli profesori v bistvu iz prakse ven, ne iz kabineta, in so nam dali na njihovih primerih, na jasnih primerih, so nam dali rešitev ven. Kar pomeni, da je profesor dobesedno vedel, kaj predava in kako podaja tudi znanje, kar je njemu bilo najbolj logično. No, jaz bi tudi podaril predvsem ta osebni odnos med profesorjem in študentom, ker tle res so majhne skupine. In tako, da tudi profesori so skozi dostopni, se mu piše mail, da veri takoj, mi pa na kakšnih velikih fakultetah, ker se čaka lahko 2 tedna na odgovor. In predvsem, kar bi vam priporočil, pa je, ker zbiraste na praktičnem usposabljanju, da zbiraste podjetje, kjer bi radi delali in tam pač se učite še sproti, še popoldne, kar zahtevajo in tako se najlažje dobijo zaposlitev. In tako sem tudi jaz, 2 primera smo dobili takoj že po praktičnem usposabljanju, se nas obdržali in potem sledila redna zaposlitev. In potem se pa še se mi svetovali na nadaljujem. Tako da sem še 2 leta kasneje v delu, zraven še popoldne hodil sem na podiplomski študij in tudi uspešno zaključil. Ja, v mojem primeru tudi sem razvijal idejo že v praksi. Sem bil v inkubatorju, na podjetniškem inkubatorju na Primorskem. Seveda sem imel dobrega mentorja, vse zahvale, ki je tudi bil v sami tej branži podjetništva, ne, in mi je znal dati prave smernice in kako postopati in kako pol tudi nadaljne razvijati. Tako da sem praktično pol svoje povezal praktično delo, predmet, znanje v samo diplomsko in pol sem to tudi realiziral. Tako da je zelo pomembno, da imate neko vizijo že vnaprej.